Poznamo različne vrste nižanja stroškov mobilnosti. No, ampak če želimo lastniški avto in če želimo nov avto, je odgovor pogosto Dacia. Zdaj je na slovenske ceste pripeljala tretja generacija Sandera, modela, pri katerem je ta želja igranja na nizkocenovnega aduta najbolj očitna. Poglejmo torej, kaj prinaša novi Sandero. No, še prej pa te spomnimo, da se naročiš na naš YouTube kanal. Novi Sandero je zgrajen na enaki platformi kot novi Clio. Ampak v resnici veliko Clio v tem avtomobilu ne boste našli. Clio želi biti namreč v svojem razredu najboljši, Sandero pa najcenejši. In tako je njegova začetna cena na slovenskem trgu 8.990 evrov. In to pomeni, da gre trenutno za najcenejši nov avto pri nas. In prav nizkocenovnost je glavni razlog, da je ta avto prodajna uspešnica. Skupaj s Cliom in pa Capturjem namreč tvori trojico najbolje prodajanih vozil skupine Renault v Evropi. Že v bistvu s prvo generacijo je bilo zanimivo, ko je bil avto predstavljen, je bil predvsem namenjen bolj vzhodnim in južnim trgom, pa je zelo kmalu postal prodajna uspešnica na najbolj razvitih trgih, kot je Italija, Nemčija. In dejansko so bili to ljudje, ki so imeli prihranjenega več denarja, ampak so se odločili, raje ne dam vse za avto, ampak tisto razliko pa porabim za, ne vem, potovanja, neke druge dogodivščine. Sandero je odslej serijsko opremljen z LED dnevnimi in pa LED kratkimi lučmi. No, ampak še bolj od tistih na zunaj so pomembne novosti v notranjosti, v potniški kabini, kjer imamo odslej nekaj več nov tip mehkih materialov, novi so sedeži, no v tistih z opremo bolje založenih avtomobilih pa imamo odslej tudi nov zaslon na dotik, ki se nahaja na vrhu armaturne plošče. Kljub skoraj nespremenjenim zunanjim meram pri Dacii obljubljajo več prostora v notranjosti, predvsem v prtljažniku in na zadnji klopi. In takole na prvi vtis bo tukaj zadaj nekako povprečno visoki odrasli osebi kar prijetno. Novega Sandera bodo poganjali zgolj trivaljniki s turbopolnilnikom ali brez njega. No, zanimiva je predvsem izbira B-fuel različice, ki ga poganjata bencin in pa utekočinjen naftni plin. Pri Dacii pravijo, da gre za najbolj gospodarno izbiro. Čeprav naj bi bil Sandero avto za kupce, ki iščejo čim več za čim manj, na koncu v Evropi in Sloveniji, ko se odločajo za njega, vzamejo tistega za čim več. Vrh ponudbe Sandera zaokroža različica Stepway, ki prinaša nekoliko bolj robustno terensko zunanjost, nekoliko večji odmik od tal in pa zanimiva strešna nosilca, ki jih lahko preprosto zasukamo za 90 stopinj. Stepway naj bi nagovarjal precej drugačno ciljno skupino od klasičnega Sandera. Sandero za marsikoga lahko ponudi dovolj, lahko mu ponudi preprosto mobilnost. No, ampak kljub temu je potrebno vzeti v obzir zaostanek na varnostnem področju, predvsem pri aktivni varnosti, saj ta avto ne ponuja najmodernejših varnostnih asistenčnih sistemov. No, pri Dacii pravijo, da 5 varnostnih zvezdic na testu Euro NCAP niti ne bodo lovili. Razvoj je šel zelo naprej in 5 zvezdic danes je čisto nekaj drugega kot 5 zvezdic pred leti in zato tudi manj zvezdic danes je isto kot vseh 5 zvezdic v preteklosti. In kar se fizične trdnosti tiče, Sandero vsekakor bo na varnostnem nivoju, kot ga ima Clio. Tisti dodatki, ki se jih dodatno vgradi v avto, neke razne naprave, radarji, senzori, tistih je pa na Sanderu manj in kot vemo, Euro NCAP za določen nivo zvezdic ima za osnovni pogoj tudi to vgradnjo teh naprav, ki jih pa tu ne bo na voljo. Kmalu pričakujte test novega Sandera, ko bomo preizkusili tudi njegove vozne lastnosti. No, še pred tem pa si lahko na našem kanalu ogledate test plinskega Dusterja, obenem pa bodo koristni tudi napotki za točenje njegovega goriva.